Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o narcisih. Pogovor ponavadi poteka tako, da ena oseba govori, druga posluša, premisli in pove svoje mnenje. S povedanim se lahko strinja ali se ne strinja. Če se ne strinja, pove na način, da ne žali, ne razvrednoti in ne ponižuje. Narcisi oziroma osebe z izraženimi narcističnimi vsebinami pa delajo točno to. Žalijo, ponižujejo, krivijo in razvrednotijo. Oseba, ki to sliši, se začne braniti. V njej se aktivirajo obrambni mehanizmi, ki hočejo dokazati, da ni kriva, da ima prav, da ni slaba in da je vredna. In tako se zaplete v začaran krog z narcisom, ki ji tega ne bo dal. Nikoli ji ne bo povedal, da je vredna, da je dovolj dobra, da je sposobna. Če hočemo iz tega kroga ven, moramo najprej razumeti, kaj je v nas in kaj je v osebi z narcistično vsebino. Če pogledamo na primeru premice, se pravi na primeru neke ravne črte, in imamo eno skrajnost, kjer je oseba, ki ves čas dvomi o sebi in se ves čas krivi, in na drugi strani osebo, ki ni nikoli ničesar kriva, ugotovimo, da ti dve osebi nikakor ne bosta nikoli našli skupnega jezika. Se bosta pa zelo dobro ujeli v krog prepričevanja. Oseba, ki ima slabo samopodobo oziroma slabšo samopodobo, ves čas o sebi dvomi. In točno na drugem polu je oseba, ki ima fantastično samozavest, ki ne dvomi vase, njeni notranji mehanizmi so uglašeni v smer, da svojo prepričanostjo, v svoj absolutni prav, v svojo fantastično podobo, mišljenjem, silijo in tako dolgo spreobračajo besede, da dosežejo, da osebo na drugi strani zmedejo. Se pravi, na eni strani imamo osebo, ki dvomi vase in se ukvarja z občutki krivde. Na drugi strani imamo osebo, ki je popolna. In zato pravim jaz, bojte se popolnih ljudi. Popolnih ljudi ni. Dovolite si napako, dovolite si biti včasih žalostni, včasih prestrašeni, včasih jezni. Ampak ne stremite k temu, da boste popolni, ker popoln človek izgubi kompas, izgubi ravnotežje, kaj je prav in kaj je narobe. In točno to imajo narcisi. Oni imajo izkrivljen pogled na svet in na dogajanje, ker je njihov obrambni mehanizem narejen tako, da z napadanjem in z valjenjem krivde na drugega poveličujejo sebe. In enostavno nimajo vpogleda v to, da se morda kdaj motijo. In zaradi tega narcisa oziroma osebe z izraženimi narcističnimi vsebinami ne moramo spremeniti, ne moramo mu dopovedati, ne sliši. To je tako, kakor če bi se pogovarjali z zidom. Ampak zakaj se nekateri ljudje kar naprej ujamejo, kar naprej v njihovo življenje prihajajo narcisi oziroma ljudje z narcističnimi vsebinami? Zaradi tega, ker oni reagirajo na sporočila narcisa. Se pravi, narcis sporoči, kriv si, nisi vreden. In ta oseba ne more preko tega, ta oseba na drugi strani premice, ne more preko tega, da ne bi dokazovala. Ko temu se reče, recimo temu čustvena kondicija.
Ljudje, ki imajo dobro čustveno kondicijo, se pravi, ki imajo prav pogled nase, ki se zavedajo tega, da je v njih dobro in tudi slabo, in ki sprejmejo svoj del, ki ni najboljši in ga poskušajo ga izboljšati, vendar ne za vsako ceno. Njihovo merilo niso drugi ljudje. Njihovo merilo je kompas, ki je v njih samih. Ljudje na tej premici, ki pa so zelo močno krivi, ki imajo občutek, da niso dovolj vredni, da se ne potrudijo, želijo to dobiti od drugih ljudi. Njihov kompas je premalo močan in zato jaz pravim temu čustvena kondicija. In ti ljudje hočejo potrditev od zunaj, hočejo potrditev od moža, od otrok, od sodelavcev, od prijateljev, od znancev, od neznancev, od kogarkoli, samo od nekoga, ki jim bo povedal, da niso krivi, da so dobri, zato ker tega ne znajo uravnati v sebi. In jaz v Facebook skupini Čarobni odnos na moji spletni strani pišem točno o tem, kako izboljšati svojo čustveno kondicijo. Izboljšati na način, da ne bodo odvisni od mnenja drugih ljudi. Seveda nam je pomembno, kaj pravijo drugi ljudje, vendar v neki določeni meji, ne v taki količini, ampak v taki. Tako količino uravnamo mi v sebi, svojim notranjim kompasom. In srečujem ljudi, ki pravijo, kar naprej v moje življenje prihajajo narcisi. Kar naprej srečujem take moške, kar naprej srečujem take ženske. V mojem kolektivu, kjerokoli službo sem zamenjala, vedno sem naletela na nekoga, ki je bil tak. Seveda, zato ker imamo mi tipalke točno za te ljudi, ker točno te ljudi so za osebo na tej strani premice tako blazno zanimivo, ker se je treba potruditi. Potruditi se je treba in to je treba dokazati osebi, ki tega res ne bo nikoli dala. Oseba na sredini se zaveda, da je včasih malo kriva in da ima včasih tudi prav. In to ves čas uravnava na sredini, se pravi, ima dobro čustveno kondicijo. Narcis ima čustveno kondicijo fantastično, ampak izkrivljeno. Ima trdo, močno, zasidrano in predvsem nečutno, v njem ni sočutja, v njem ni empatije, on se ne vpraša, kako se počuti druga oseba. On se sprašuje samo, jaz hočem, da mi je dobro in mu ni dobro, ker če bi mu bilo dobro, se ne bi znašel nad drugimi ljudmi. Narcis se pa neprestano znaša nad drugimi ljudmi. In točno zato, s to svojo močno, čustveno energijo je tako privlačen tej osebi, ki ji točno to manjka. In oseba na sredini je premalo privlačna za to osebo, ker ji bo povedala, ni se ti treba truditi, dovolj dobra si. Narcis bo pa rekel, nikoli ne boš dovolj dobra. In to je tisti hakelc, to je tista zanka, na katero se lahko ujamemo. Zato želim in govorim, izboljšajte svojo čustveno kondicijo. Dajte sebi to, uravnajte svoj kompas. In kako se to zgodi? To se zgodi tako, da se mi obrnemo vase in se začnemo spraševati, kaj je v meni, kako jaz lahko to spremenim in se da spremeniti. Precej enostavno, precej hitro, ne pa prav v popolnosti, v 1 uri ali pa v 2 dneh. Postopoma gre, tako kot postopoma
drsimo proti nekemu robu, če ničesar ne naredimo, tako postopoma prihajamo navzgor. A veste, tudi v 20. nadstropje se ne pride v 1 minuti peš, ampak je treba kar prehoditi nekaj stopnic in vam povem, da teh stopnic ni tako malo. Ni tako malo, kar probajte, pa boste videli, kako utrujeni in zadihani boste, ko boste prišli v 20. nadstropje. Ampak da se in da se postopoma in to naredite zase, če se hočete enkrat za vselej rešiti čustvenih manipulatorjev, narcisov, ljudi z vsebinami osebnostnih motenj. Narcisi so samo eni izmed številnih, ki so okrog nas. Ampak zakaj nekateri ljudje kar naprej srečujejo take osebe, drugi pa živijo v enakem okolju, pa jih ne srečujejo? Preprosto zato, ker ti ljudje na sredini jih narcisi ne zanimajo, ne trznejo na njih, ne odreagirajo, ne trudijo se, da bi jim ustregli. A veste, narcisa ne boste nikoli zadovoljili. Narcisova potreba je, da se kar naprej postavlja na vrh. In če se hoče postaviti na vrh, mora nekoga ponižati. In ta tukaj, ki je ponižan na drugem skrajnem koncu premice, hoče navzgor, hoče držati vsaj glavo nad vodo. In narcis ga neprestano tunka. In ta tega na sredini, tega z dobro čustveno kondicijo, se to ne dotakne. Ko bo ta srečal narcisa, bo rekel, hvala lepa, jaz s tabo nočem imeti opravka. Ne bo pa se trudil, da mu bo dokazal, da je dovolj dober, zato ker to ima v sebi. To ima v sebi in ne rabi narcisa, da mu bo pokazal. In če ste na tem koncu, če ste na tem robu premice ali pa na tej sredini, drugi polovici premice, potem začnite delati na sebi, začnite iskati vsebine, ki so v vas, ki so vzrok, da se tako neskončno trudite in hočete dokazati osebi, ki ji to ni mar. Narcisu ni mar za druge ljudi. In če nekomu ni mar, ne boste nikoli dosegli to, kar želite. Danes ne bom predolga, bom končala. Vse, kar vam želim v tem videu sporočiti, je, da pustite druge ljudi, obrnite se vase, poiščite vsebine, poiščite občutja, čustva, ki so v vas. In predelajte. Kako to predelate, govorim v moji Facebook skupini Čarobni odnos. Moji spletni strani je veliko napisano, imam delavnice, imam individualne tretmaje. Knjiga je napisana z naslovom Čarobni odnos. Lahko poslušate moje YouTube vsebine, lahko se prijavite na moj YouTube kanal, bom zelo vesela, spremljajte me še naprej, kmalu se vidimo, imejte se radi in postanite si pomembni. Vredni ste, dovolj dobri ste in ne dovolite, da drugi ljudje določajo vašo vrednost. Ne dovolite, da drugi ljudje določajo vašo vrednost, ker ste vredni. Imejte se radi in kmalu se spet slišimo. Čau, čau.